Trbovlje so za nekaj dni zopet postale središče sveta. To se zgodi vsakokrat, ko mesto nastanka obišče kultna skupina Laibach. Projekt Operacija Barbarossa v delavskem domu Trbovlje je bil prav posebna instalacija Laibacha. Njen prikaz o 45-letnici delovanja skupine Laibach pa vizualni uvod v razprodana koncerta, ki sta sledila temu dogodku. Osrednji del postavitve je monumentalna tapisarija, ki jo je po Laibachovi vizualni predlogi zasnoval Nikolaj Pirnat, izdelala pa afganistanska družina pod talibansko oblastjo. Ja, razstava je del Laibacha. Mi imamo 45-letnico, ki jo tradicionalno te naše neke pomembne obletnice tradicionalno ponavadi praznujemo v Trbovljah, kamor so tudi danes prišli ljudje iz celega sveta. Ime je Operacija Barbarossa, je izdelana, sestavljena iz večjih kosov, in sicer iz tepiha, ki je stkan v Afganistanu, iz perorisbe, ki je izdelana v Trbovljah, in iz filma, ki je izdelan tudi v Sloveniji. Vsi trije elementi so sestavljeni iz partizanskih grafik Nikolaja Pirnata, partizanskega umetnika Nikolaja Pirnata, in sicer na tak način, da spominjajo na Gerniko. Zakaj na Gerniko? Zato, ker smo mi nastopali s koncertom v muzeju Reina Sofia, kjer je razstavljena originalna Picassova Gernika. In mi smo hoteli takrat ta koncert objaviti, oziroma smo ga objavili tudi na albumu, in smo hoteli uporabiti Picassovo Gerniko za ozadje, ampak nismo dobili dovoljenja od Picassovih dedičev, zato smo se odločili, da izdelamo svojo lastno Gerniko. Zakaj v Trbovljah? Zato, ker je Laibach iz Trbovlja, seveda, in zato, ker smo bili na samem začetku leta 1980 prepovedani. In zdaj se maščujemo in igramo, kadar lahko v Trbovljah. So I discovered Laibach in London in 1987. I was immediately fascinated and slowly became more and more interested, because I'm still researching Laibach after many years, and to see many international friends who follow Laibach, and to see Slovian friends also. It's to attend one of these events is a tradition for me. Seveda, kot nekako sopotnik in tudi član gibanja teh 45 let gledam v resnici kot eno novo, če hočete, kulturno revolucijo, takrat še v stari Jugoslaviji, pa vendar je Laibach Kunst, skupino Laibach in z vsemi drugimi odvodji tega gibanja postavil temelje sodobne slovenske umetnosti, pa lahko in upam se reči tudi temelje slovenske nove državnosti. Ta inovativnost naših fantov in deklet, ta neizmerna želja, ne samo po dokazovanju, ampak po izrazu, je seveda tudi Laibach Kunst in Irvine in vse, kar gre zraven, pripeljalo v resnici takrat in še danes na vrh svetovne produkcije, umetnosti, vizualne, glasbene in še kakšne. Tako da navdaja me seveda kot trenutnega župana v Trbovljah vse to z neizmernim ponosom in vsem skupaj kličem še na naslednjih 45 let.